Nagrada za najboljše literarno delo po izboru Društva slovenskih literarnih kritikov. V osnovi gre za razširjen portret nekega samovoljnega, svojevoljnega kritika, ki zlorablja, ali pa izkorišča, sovpadanje določenih kriz. Ni pa roman zgolj portret, ampak je tudi zrcalo, v katerem se stikajo različna neskladja današnjega sveta, današnjega momenta. Se pravi, zelo na splošno bi rekel, da je to zelo uporaben roman za nekega premišljevalca današnjega časa. Tako, na primer, to je bilo nekakšno povabilo za branje. Najdba določenega lika, se mi zdi, da je to ta prvi začetek bil, čisti začetek. Se mi zdi, da če najdeš nek ustrezen lik, da potem zgodba nastaja sproti oziroma samo od sebe, tako rekoč. Če je seveda lik dovolj univerzalen, če je seveda dovolj samoizčoč ali nekaj v tem smislu, potem se ta začetna energija izplača v smislu, da je potem več užitka pri pisanju. Tako nekako bi odgovoril na to drugo vprašanje. Ko je prišlo do naslova? Vse naslov je bil sicer tudi malo drugačen prej, ampak urednica Ana Geršek mi je svetovala, da kar tega izrablja. Sicer sta bila res dva, uporabila, ampak Unočevalec je dosti tak naslov, ki privlači bralce, ki bi jih lahko privlačil. Jaz mislim, da ni nič od tega, zato ker so vse te označbe, ki si jih zdaj omenila, mislim, da so zgolj neki notranji momenti njegovega prepričanja. To ni nekaj, na kar bi se oprli pri njem. To je v bistvu zgolj neka maska, zelo preprosto rečeno. Se pravi, vse to, kar si zdaj naštela, je v bistvu procesija mask, v katere stopa ta glavni negativni kritik, ki je zlovešč in tako naprej. Tako da ne, v bistvu mislim, da se ne moramo opreti na nobeno od teh označb. Mislim, da je Teodor Bauman na nek način večja uganka.